Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si lahko ogledate vinsko-kulinarični degustacijski dogodek, 30. regijske igre specialne olimpijade Slovenije, regijsko srečanje godb na pihala, literarni večer z Matejo Kišek-Volk, srečanje turističnih podmladkov 2025, medobčinsko tekmovanje Kaj veš o prometu, odprtje likovne razstave Poletje v Paleti baru, poraz nogometašev Bistrice v lokalnem derbiju proti Dravinji, mladi bistriški nogometaši v prvo ligo, pred 25. mednarodnim atletskim mitingom. Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je pretekli četrtek v Bistriškem gradu izvedel vinsko-kulinarični degustacijski dogodek. Predstavili so se bistriški vinarji in ponudniki lokalne hrane z grajske tržnice. Za glasbeno popestritev je poskrbela skupina Jejš muzika. Je v mojem svetu vse lepo narobe, in ker narobe je, tako je prav. V pisarni spim doma, nabiram gobe, in če bolan sem še najbolj zdrav. Kasneje bo, kar je prej, in nazaj greš naprej. Ko molčiš, na ves glas govoriš. Ko boš se staral takrat, boš fant najbolj mlad. Tu je tu, ker je v mojem svetu vse narobe. Ta moj narobe svet je več kot prima, konča se spredaj in začne se vzad. Pomlad je kot drugod, je pusta zima, in kdor sovraži me, ima me rad. Trararara, trarari, trarari, trarara, trarari, trarara, hopsa sa. Ko boš se staral takrat, boš fant najbolj mlad. Tu je tu, ker je v mojem svetu vse narobe. Ta moj narobe svet je več kot prima, konča se spredaj in začne se vzad. Mlad je kot drugod, je pusta zima, in kdor sovraži me, ima me rad. In skupaj z njim grem pesnico zapet. Zato je pravšnji moj narobe svet. Na stadionu in v športni dvorani v Slovenski Bistrici so preteklo soboto v okviru specialne olimpijade Slovenije potekale 30. regijske igre Mariborsko-Pomurske regije. Gre za športno tekmovanje oseb z zmernimi ali težjimi motnjami v duševnem razvoju. Udeležence je uvodoma nagovorila ravnateljica osnovne šole Minke Namestnik Sonje Slovenska Bistrica Klavdija Friedrich Gošnjak. Danes ne gre samo za tekmovanje. Danes praznujemo pogum, otročnost, prijateljstvo in vključevanje. Moto socialne olimpijade pozivite zmagati, če pa ne moreš zmagati, naj bo pogumen in svojih poskusov, nas vse opominja na resnično vrednost prizadevanja, ker šteje srce, trud in volja, ne le rezultat. Program socialne olimpijade in tekmovanje je način življenja, je prostor, kjer se pišejo meje med drugačnostjo in enakostjo, kjer se gradijo mostovi med ljudmi in ustvarjajo vezi, ki trajajo dlje od današnjega dne. Dragi tekmovalci, ponosni smo na vas. Vsak vaš korak, vsak nasmeh in vsaka zmaga, naj bo to medalja ali pa preprosto pogum, je navdih vsem nam. Iskrena hvala vsem, ki so ustvarjate ta pomemben dogodek. Skupaj dokazujemo, da je največ
največja moč v srčnosti, ki nas povezuje. Okoli 200 tekmovalcev iz 13 osnovnih šol s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom, varstveno-delovnih centrov in društev Sožitje se je pomerilo v atletskih disciplinah, košarki in namiznem tenisu. Na Spodnji Polskavi je preteklo nedeljo potekalo regijsko srečanje godb Napihala Zakorakajmo v sončno pomlad. Predstavilo se je 5 skupin. Prireditev je organizirala območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti Slovenska Bistrica v sodelovanju s Kudom gasilske godbe Napihala Spodnja Polskava in osnovno šolo Antona Ingoliča Spodnja Polskava. V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so pretekli ponedeljek gostili literarni večer z Matejo Kišek-Volk. Doktorica Mateja Kišek-Volk je strokovnjakinja z področja gozdarstva. Svoje bogato znanje o drevesih združuje z izjemno strastjo do narave. Knjiga Drevesa Slovenije na poljuden, a strokoven način predstavlja raznolikost drevesnih vrst, ki bogatijo slovenske gozdove, parke in urbana okolja. V bistvu vam ne želim predstaviti svoje knjige, ampak vas želim popeljati na en tak sprehod mimo dreves, skozi gozd. Tudi če bi mi danes v resnici se čez en gozd sprehodili, dejansko ne bi morali videti toliko velikih stvari, kot pa jih bom danes s to predstavitvijo vam pokazala, ker so slovenski gozdovi tako zelo pestri, tako zelo raznoliki, da na enem majhnem prostoru vsega tega ne moremo videti. V Sloveniji, morda kdo ve, koliko avtohtonih drevesnih vrst imamo v Sloveniji? Ja, 71. Pa da vam mogoče za primerjavo povem, kako zelo malo je to v primerjavi z vsemi drevesnimi vrstami na svetu. Preko 100 000 različnih drevesnih vrst je na svetu, od tega smo jih prepoznali, poimenovali, jih spravili v neke okvire samo dobrih 60 000. Še bolj tista slaba, oziroma podatek z alarmom pa je ta, da je najmanj 300 takšnih drevesnih vrst, katere poznamo in za katere vemo, da bodo v prihodnjih letih zagotovo izumrle, ker je manj kot 50 osebkov ene iste vrste. To pomeni, da so drevesa
še posebej drevesa tropske vrste, tista v deževnih gozdovih, recimo med izjemno ogroženimi. Približno 22% vseh dreves, če bi šteli maso tehtali na svetu, je v zmernem podnebnem pasu, torej tukaj, kjer smo mi. Ves preostali del pa je velika večina v tropskih deževnih gozdovih, ki so pljuča našega planeta. Ampak kakorkoli je, v tej knjigi jaz nisem želela samo s takimi nekimi alarmantnimi dejstvi nekako pisati stvari, ampak sem želela predvsem drevesa predstaviti na tak malo drugačen način, na zanimiv način. Drevesa so vsakovsod okrog nas in skozi to knjigo sem želela prikazati, na kako različne načine dejansko vstopajo v naša življenja. In kako pomembno so, čeprav si mogoče na prvi pogled nam zdi, mogoče se tu pa tam kdo oglasi, ko se v mestu, ki je kakšno drevo, ko nameravajo ga podreti, pa si ga ljudje še vedno želijo tam, sicer pa se nam zdijo drevesa čisto samoumevna, pa ni res. In mogoče samo za en tak uvod vam preberem kratek odlomek iz moje knjige, samo zato, da začutite, na kakšen način je zadeva zapisana. Kljub temu, da drevesa na videz mirujejo in je videti, kot da živijo neskončno dolgočasno življenje, resnica ne bi morala biti dlje od to. Drevesa so v resnici tako zelo živahna. Nenehno so v tekmi z drugimi vrstami, ki jih želijo izpodriniti ali uničiti, neprestano so v boju za svetlobo, za hranila in za prostor, kamor lahko poženejo svoje korenine. Ni pa vse le v tekmovanju. Drevesa tudi izvrstno sodelujejo med seboj, pa tudi z drugimi organizmi. To je eden izmed razlogov, zakaj so na našem modrem planetu tako zelo uspešna. Če nanje pogledamo z nekoliko priprtimi očmi in če jih opazujemo dovolj dolgo, lahko vidimo vso to neverjetno energijo in pestro življenje okrog njih in spoznamo lahko značaj posamezne drevesne vrste. Na Trgu Svobode v Slovenski Bistrici je v torek 27. maja potekalo medobčinsko srečanje turističnih podmladkov, ki je ponovno združilo mlade raziskovalce, ustvarjalce in ambasadorje lokalnega okolja. Sodelujoči iz različnih občin so predstavili svoje projekte, spoznavali naravno in kulturno dediščino ter se med seboj povezovali skozi igro, ustvarjalnost in sodelovanje. Pri predmetu poslovanja podjetij smo ustanovili navidezno učno podjetje. Pri pouku sodelujemo z drugimi učnimi podjetji, prodajamo izdelke, kupujemo, ponudbe, povpraševanja, vse to pošiljamo. Bistvo tega predmeta je pa, da smo v bistvu izumili naš produkt, ki ga lahko vidite tukaj. Torej je pametni senčnik. Osnovna funkcija senčnika je seveda, da nas ščiti pred soncem. Mi smo pa dodali še nekatere nove funkcije in to so pač tu na vrhu bi bile sončne celice, ki bi zbirale sončno energijo, ki bi bolj napajala vse ostale funkcije, ki jih imamo. To je pa naše darilo za kakšne naše partnerje v podjetju, pač na naši šoli ali pa za kakšne pisatelje, ko pridejo, predstavljajo pa življenje. Vse imamo take vile, ki so rodnice, ki predstavljajo dobro letino ali pa dobro življenje. Držijo pa v roki klopčič, ki predstavlja, kaj je že življenjsko nit, ker je vedno napeto, razen časih, ko imamo kakšne slabe dni, se malo okruši ali pa kaj, ampak na koncu je vedno napeta. Prihaja pa iz antične mitologije, živijo pa nad Bistriškem potoku, gor nad skalami. Srečanje, ki ga organizira Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica v sodelovanju z Medobčinsko turistično zvezo in sodelujočimi šolami, je namenjeno spodbujanju zanimanja mladih za turizem in domačo pokrajino. Ja, gre že za 17. srečanje turističnih podmladkov, ki delujejo na naših vrtcih, osnovnih šolah in srednji šoli. Tkanje prijateljstva z nitkami turizma. Torej vsako leto turistični podmladki delujejo in predstavljajo neko določeno temo, ki jo razpiše Turistična zveza Slovenije. To se predstavljajo na teh regijskih državnih srečanjih. Vsako leto, že 17 zapovrstjo, pa pripravimo eno takšno srečanje, ki ni tekmovalnega značaja tudi v Slovenski Bistrici.
V torek, 27. maja, je potekalo medobčinsko tekmovanje Kaj veš o prometu, ki je tudi letos združilo osnovnošolce v preizkusu znanja in spretnosti varne udeležbe v prometu. Tekmovanje, ki ga organizira Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v sodelovanju z osnovnimi šolami, spodbuja prometno ozaveščenost med mladimi ter krepi njihovo znanje o pravilnem in varnem vedenju na cesti. Tekmovanje Kaj veš o prometu vsako leto organizira Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Občina Slovenska Bistrica. Veseli smo, da se je letos zbralo kar 7 šol in 43 tekmovalcev. Zdaj ti tekmovalci nastopajo predvsem v teoretičnem delu, potem imajo spretnostno vožnjo na poligonu in pa vožnjo po mestu Slovenska Bistrica, kar je tudi osnovni namen tega tekmovanja. Zdaj zahvalila bi se vsem sodelujočim pri tej organizaciji, posebej osnovne šole Pohorskega odreda, ki je glavni organizator, in pa potem vsem tistim, ki so kakorkoli doprinesli k organizaciji tega dogodka. Zdaj zmagovalec bo šel na državno tekmovanje Kaj veš o prometu, ki bo zdaj to soboto, 31. maja v Črnučah pri Ljubljani. Želimo mu veliko sreče in uspešno na tekmovanju. Učenci so se pomerili v teoretičnem znanju cestno-prometnih predpisov, vožnji na spretnostnem poligonu in vožnji v dejanskem prometu, pri čemer so pokazali veliko pripravljenost, odgovornost in samozavest. Dogodek je bil hkrati tudi priložnost za druženje, učenje in ozaveščanje o pomenu prometne varnosti. V Domu kulture na Črešnjevcu so pretekli torek odprli razstavo likovnih del, nastalih na 6. regijski likovni koloniji na temo Poletje v paleti barv. Razstavo, ki bo na ogled do 30. junija, sta pripravila območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti Slovenska Bistrica in KUD Štefan Romih Črešnjevec. Res iskreno se vam zahvaljujem, spoštovane likovnike in podlikovniki, ki ste sodelovali na tej 6. likovni koloniji na Črešnjevcu. To je že kar lepa številka in jaz moram reči, da sem kot v dvojni funkciji prav ponosen na to, da se lahko na nek način tukaj zopet lahko pohvalimo tukaj na Črešnjevcu kot lokalna skupnost, da pridete na Črešnjevec, da se udeležite take velike kolonije v takem velikem številu. Ker to ni mačji kašelj, organizira tako veliko kolonijo. To vas je, mislim, da celo nekaj 39, potem nekaj manj, ampak to je velika številka organizacijski zalogaj. Zato se iskreno zahvaljujem našemu likovnih sekcij, ki delujejo v našem okviru KUD-a Štefan Romih Črešnjevec, ko so res ogromno energijo vložili v samo organizacijo in pa seveda tudi današnjo otvoritev. Jaz bi si želel, da ta kolonija da se še nadaljuje, da še vsako leto še povabimo še koga in da ostaja to kot neki renome našega prelepe vasi Črešnjevca in pa seveda tudi krajevne skupnosti. Vse dobro vam želim, predvsem pa tale otvoritev, ki se bo danes zgodila, te slike, ki jih boste videli, da jih na nek način občutite, da veste, koliko je bilo energije in časa in volje in znanja vloženo v te slike. Zato vam še enkrat iskreno čestitam, dragi umetniki. V kulturnem programu sta nastopila mešani pevski zbor KUD Štefan Romih Črešnjevec in učenka klavirja Sara Viktorija Forjan. Nogometaši v drugi ligi so ta vikend odigrali zadnji 30. krog prvenstvenih obračunov. In prav v zadnjem igralnem dnevu je bil odigran sosedski lokalni derbi med Konjičani in Bistričani. Sosedski obračun med domačo Zdravinjo in Ketijemi Impol Bistrico je bil odločen v prvih 45 minutah igre.
Konjičani so po strelski učinkovitosti kapetana Denisa Vezjaka, zadel je dvakrat, vodili že z 2-0. Na gol zaostanka pa je Bistričane že v prvem delu približal Luka Poredoš. Konjičani so se tako sosedom tudi na prvenstveni lestvici oddolžili za visok poraz v prvem delu prvenstvene sezone. Pa mislim, da ta zmaga bila pomembna za naš klub, da smo zaključili na en pozitivni način celotno sezono, ki mislim, da je bila zelo dobra z naše strani. Bilo je fajn, da smo pač dali vse od sebe, da smo se na tak način zahvalili publiki, ki nas je celo sezono podpirala, ampak absolutno sem vesel zmage. Ker na koncu vsakega srečanja za uspeh šteje samo več danih golov, so tokrat varovanci trenerja Roberta Pevnika zaostali v tej prvini igre in tako kljub všečni predstavi iz Dobrave odšli sklonjenih glav. Enostavno prvi polčas taktično zelo slabi, nismo bili bojeviti, mogoče tudi kakšna moja napaka v taktični postavitvi, ampak potem se pa drug polčas pokazali, da smo prava ekipa. Konjičani so tekmo začeli bolj podjetno in s pritiskom na obrambno vrsto gostov so povedli v 24 minuti, ko je prvič zadel Denis Vezjak. Isti igralec je 4 minute kasneje podpisal pod drugi gol v 28 minuti in vodstvo 2-0. Gostje iz Slovenske Bistrice pa so na vodstvo 2 golov gostiteljev odgovorili v 33 minuti, ko je lep gol dosegel Luka Poredoš. To je bil tudi rezultat polčasa in kot se je skazalo, tudi končni rezultat srečanja. V drugem delu je v igro vstopil pri Bistričanih kreator igre skozi prvenstvo Rok Frešer. Ta je takoj poživil napad gostov, ki so v drugem delu zamudili nekaj lepih priložnosti. Prvi strelec lige Krapuhin bi iz te akcije v 50 minuti lahko dosegel že 20. gol. Dukarič ni bil strelsko natančen v 59 minuti. 2 minuti kasneje je bil v priložnosti ponovno Krapuhin. V 66 minuti po kotu domačih bistriški vratar rešuje svoja vrata pred napadalnim poizkusom gostiteljev. Friedrich, ki je v tej sezoni zabeležil 8 prvenstvenih nastopov, je v Konjicah s svojimi obrambami pokazal, da gre za dobrega vratarja. Derbi so vedno najbolj napete, ampak zdaj mislim, da smo zaključili dobro sezono in drugo leto gremo na boljšo. Pritisk proti vratom so Bistričani stopnjevali tudi po vstopu Markosa Tavaresa. V 76 minuti je svoje strelske naprave preizkusil Kobal, uspešnejši pa Matic Skrbinšek. Gostitelji so vrata gostov ugrozili v 82 minuti, zmagovalec pri tem poizkusu Friedrich. Svržnjak je poizkusil v 86 minuti. V sodnikovem dodatku pa je 350 gledalcev videlo še strel Knausa. Veliko dobrega je za bistriško ekipo v drugi polsezoni opravil v obrambnih nalogah Kristjan Trdin. Ja, jaz bi rekel, da sem v tej drugi polsezoni lahko čez tekme zelo napredoval. Imeli smo veliko dobrih tekem, mogoče smo imeli malo preveč remijev, glede na to, koliko smo imeli šans na tekmah, bi lahko iztržil še več, ampak mislim, da ekipa je dobro delovala, dobro smo šli, tako da zdaj zadnja tekma na koncu, pač ja, kot je trener rekel, prvi polčas smo štartali malo slabo, nismo bili dosti na nivoju, drugi polčas smo to popravljali, ampak nažalost nismo zadeli. Konjičani so prvenstvo sklenili na 7. mesto in tako z dobro popotnico odhajajo v novo tekmovalno sezono. Naša sezona je bila več kot uspešna, nadgradili smo lansko sezono in kar se točkovno tiče in mesta, kakor tudi igre, tako da mislim, da je celotni klub zelo zadovoljen z našim uspehom. Bistriški nogometaši so prvenstvo zaključili na 6. mesto z 51 točkami. Sezona pa bi lahko bila tudi bolj uspešna. Ne more en lokalni derbi uničiti cele sezone, ki ne bom rekel, da je bila zelo dobra, bila je dobra. Če bi bil klub organiziran prvi dan, ko sem prišel tako, kot je zdaj na tem nivoju, verjamem, da bi bili med prvim 3 ekipim. Glave gor, ta sezona pomeni en korak naprej in moramo dobro selekcionirati ekipo in potem naslednjo sezono biti še boljši.
Končala se je torej tekmovalna sezona 2024-25, ki je klubom prinesla različne uspehe. Nogometni klub KTM Impol Bistrica, ki v mlajših selekcijah nastopa pod imenom Nogometni klub Mojstrovina Bistrica, se lahko pohvali z izjemnimi uspehi selekcij U15 in U17. Obe zasedbi sta v letošnji tekmovalni sezoni postali prvak druge slovenske nogometne lige Vzhod in se tako neposredno vrstile v višji rang tekmovanja prvo slovensko nogometno ligo za sezono 2025-26. Trenerja Luka Ornik U15 in Dejan Žole kadetske zasedbe sta skupaj s sodelavci uspešno svoje varovance skozi prvenstvene obračune pripeljala do željenega cilja. Jaz bi prvo rekel, da vse čestitke fantom, ki so napravili odličen posel, v drugi vrsti pa mislim, da ta uspeh ni plod letošnje sezone, ampak je plod večletnega dela, truda, ki smo ga vlagali v to selekcijo 5-6 let in rezultat je prišel in zelo sem vesel za vse fante, da bodo lahko imeli možnost igrati v prvi ligi, zato ker spadajo med elito slovenskega nogometa in se že veselim tega. Moram povedati, da smo celo sezono od 7. julija začeli delati vse z enim ciljem in to je cilj bil uvrstitev skupno v prvo kadetsko in pa U15 ligo. Res so fantje trenirali, se borili in dejansko so si zaslužili ta uspeh, ki pa mislim, da je za občino Slovensko Bistrico in pa za sam klub zelo velik in pa možnost velikega razvoja za naprej za klub. Ja. Sklepno dejanje s podelitvijo pokalov je bilo za obe enajsterici v petek 23. maja, ko sta ekipi odigrali še zadnjo tekmo rednega dela prvenstva in to obe zasedbi proti Rudarju iz Velenja. Obe selekcije sta številnim gledalcem, bolje rečeno navijačem, pričarale dve lepi zmagi. Starejši dečki so zmagali 4-0, kadeti pa so svojim vrstnikom nasuli prav tako 4 gole, prejeli pa enega. Po končanih tekmah sta obe selekciji dvignili pokal za prvo mesto. V imenu selekcije U15 je pokal dvignil kapetan in tudi član državne selekcije v tej konkurenci Bor Vantur. Vse je težko, vsaka tekma je težka, treningi, moraš biti 100%, nikoli ne veš, da te gleda selektor in ja, prišlo je in sem zelo ponosen na sebe, da sem tako daleč prišel v nogometu. Se veseliš prve lige? Seveda. To je uspeh naše selekcije in hvala Bogu tudi za kadete. Zelo sem ponosen na ekipo in samo tako dalje. Najboljši strelec druge lige z 29 goli, Vid Tramšek, pa je ponosno pokal dvignil za ekipo kadetov, kjer je tudi kot kapetan vodil skozi prvenstvene obračune. Pa nisem čutil nekega pritiska, imam super svoj igralce še enkrat, Ninota, ki mi je dal ful veliko žog in goli so prišli sami. Oba že omenjena kapetana obeh selekcij pa sta dvignila tudi pokal za skupno zmago v obeh starostnih kategorijah. V tekmi U15 vrstnikov Mojstrovine in Rudarja so padli 4 zadetki, za katere so poskrbeli igralci domače zasedbe. V tekmi, ki je trajala 40 minut na polčas, je Bistričane v 31 minuti v vodstvo popeljal Patrik Papotnik. Za veselje domačih še v prvem delu pa je po lepi kombinaciji napada na 2-0 v 39 minuti poskrbel Miha Metličar. V drugem polčasu se je po tretji gol ekipe podpisal Arnel Taraj Kuntner. Vsaki gol mi je zelo veliko pomenil, tudi vsaka asistenca mi je zelo veliko pomenila, tudi gol drugih igralcev mi je zelo veliko pomeni in sem zelo vesel, ko zadajemo gol. Na končni 4-0 pa je v 68 minuti postavil Julijan Krašnja. Ekipa U15 je v 27 krogih dosegla 26 zmag in samo enkrat odigrala neodločeno. Zabila je 171 golov in osvojila 79 prvenstvenih točk. Ja, vse tekme so bile zanimive, vse tekme so bile težke. Zelo sem ponosen na ekipo, da smo to dosegli, tudi na kadete. Ponosen sem na sebe tudi za svojimi igrami in za vsem in upam, da bomo tudi v prvi ligi tako nadaljevali. V srečanju kadetov Mojstrovine in Rudarja pa je žoga pot v mrežo našla 5-krat. 4 žoge so obtičale v golu Rudarja, ena pa za hrbtom domačega vratarja Vita Farteha.
ki je imel možnost doseči gol z 11 metrov, vendar je bil tokrat uspešnejši kolega na nasprotnem golu. Danes je bila posebna tekma, saj smo dvignili pokal in fantje so prikazali borbo, moč in da znamo igrati nogomet. Ta tekma je bila perfektna, če lahko tako rečemo. Nimam nič. Brez besed sem danes nadigral fantov. Vodstvo za domače je v 5. minuti, strelec gola pa Alen Pekmezovič. Že v 11. minuti je bilo 2-0, vratarja Ureka je ugnal Nino Šmigoc. Danes smo tekmo odigrali, prvi polcajt odlično, potem smo mogoče malo padli, ampak vseeno smo si pač zaslužili te 3 točke. Predvsem so bile odločilne te tekme bolj za tistimi, ki so višje na ligi, naprimer Tabor pa Rudar, ko smo tam komaj zmagali. In pač to je pač pol odločalo tudi na rezultatsko pa na prvenstvo, pač da smo zdaj prvi. Lepa akcija varovancev trenerja Žoljeka v 15. minuti je dala 3. zadetek, v polno je meril Tim Škerget. Še v prvem delu je svoj drugi gol na tekmi dosegel Alen Pekmezovič. Visoko vodstvo po prvem delu 4-0 so gostje omilili s častnim zadetkom v drugem polčasu, gol je dosegel Amar Ečimovič. Kadeti so v 27 igralnih dnevih zabeležili 18 zmag, 6-krat odigrali brez zmagovalca in 3-krat igrišče zapustili sklonjenih glav. V skupnem seštevku obeh selekcij pa so zbrali velikih 139 točk. To pa je seveda tudi podatek, ki je navdušil tudi neutrudnega športnega direktorja kluba Alojza Fricla. Zelo lepo za fante, zelo lepo za klub. Dali smo si cilj že pred 2 letoma, da bomo uspeli in končno nam je ratalo v tej sezoni. Imamo odlične 2 generaciji in sem vesel za fante, da so doživeli ta trenutek, da so prejeli ta pokal, ker ni biti enostavno prvi. Naprej bo pa seveda tudi velika obveznost za klub, za trenerje, za strokovno vodstvo in za seveda tudi organizacijske velike zahteve, ker tu so pa zdaj prvoligaške ekipe, potuje se po celi Sloveniji, tudi finančni zalogaj, tako da bomo imeli kar dosti dela, da ne bomo samo 1 leto v prvi ligi, ampak želimo biti stabilni prvoligaši in imeti stabilno šolo, ki se potem tudi odraža v članskem nogometu, kajti že zdaj iz te ekipe kadetske trenirajo 3 fantje pri članskem moštvu. To je pomembno. Takole bi vprašal tudi, omenil si sponzorje, brez katerih ne gre. Tukaj v teh mlajših selekcijah vidimo, da so tisti 13 igralec, tudi starši, tudi verjetno to klubu zelo godi. Ja, brez staršev absolutno ne gre. Izredno ambiciozni starši so, zelo dosti prispevajo pri finančnih stvareh, pri organizacijskih stvareh, pri vožnjih. Moramo vedeti, da te fantje trenirajo vsaki dan in da vsaki dan treba pripeljati mladeniča na trening in brez te podpore staršev absolutno ne bi šlo. Na drugi strani tudi moram se zahvaliti firmi Mojstrovini iz Slovenske Bistrice, ki je lansko leto pristopil v večjem obsegu in tudi naslovljeni smo Mojstrovina Bistrica in se mu v tej priložnosti zahvaljujem za vsa sredstva, ki jih je prispeval, kajti tudi mi smo letos kar imeli po 2 trenerja, predvsem strokovno vodstvo je bilo v večjem številu in to se je tudi pokazalo kot neki odločilni moment, kajti vsaka ekipa potrebuje najmanj 5 ljudi v samem vodstvene strukturi. Vam tale odlični rezultat v mlajših selekcijah torej narekuje tudi, da dobite še večji zagon in večje želje v članski zasedbi? Ja, mi v članski zasedbi z letošnjim letom smo izredno zadovoljni, seveda imamo pa svoje cilje. Mi vemo, da tudi prva liga ni noben bav za nas, seveda stvar pa je postopna, ne moramo mi kar skakati, zdaj pa reči gremo pa v prvo ligo. Klub mora biti v organizacijskem smislu 2 leti kot v prvoligaš, da bi potem lahko rekel, zdaj smo pa zreli za prvo ligo. Imamo pa cilj, da pridemo v prvo ligo, brez problema. Imamo ta cilj. V soboto bo v športnem parku v Slovenski Bistrici že 25. mednarodni atletski miting. Organizatorji so letošnje tekmovanje podrobneje predstavili na torkovi novinarski konferenci. Več o nastopajočih atletih in atletinjah je povedal direktor mitinga Boštjan Friedrich.
Posebni gostje konference so bili aktualni evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh, aktualni članski prvak Slovenije v skoku v daljino Klemen Modrijančič, predsednik strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije Ladislav Mesarič in predstavnik družine Štimec Matevž Štimec. Najboljši slovenski atlet Kristjan Čeh je v izjemni formi, saj je pred dnevi v Zagrebu postavil nov državni rekord, ko se je z 72,34 metra povzpel na 6. mesto vseh časov na svetu. Poleg tega je dan kasneje zmagal še na Ptuju in znova presegal 72 metrov. In kaj napoveduje za Slovensko Bistrico? Res je nekaj posebnega preseči 72 metrov, 2 dni zapored. To še rečemo nikomu ni uspelo, tako to še je nekaj še večjega, kot samo vršti enkrat, rečemo čez 72. Tako da, vedno rad nastopam na domačih tekmah, posebej še, ko je Ptuj, Bistrica, Maribor, to je rečemo vse štajerski konec in je čisto drugačen občutek, ko te tudi domača publika spremlja, navija za tebe neko čisto drugačno vzdušje in rečemo, vedno se veselim domačih tekem. Jaz seveda želim si še dlje metov, ampak rečemo realistično, vem, da lahko vržem spet čez 70 metrov v soboto, to tudi upam, za kaj več, pa če malo pihno veter, se sigurno lahko kaj marsikaj zgodi. Tekmovanja se veseli tudi član Atletskega društva Slovenska Bistrica Klemen Modrijančič. Kljub dobri daljavi mislim, da je še veliko rezerve, ki bom jih probal izkoristiti že na domačem mitingu, ker bo vzdušje odlično, tako kot je vsako leto, tudi konkurenca bo odlična in pač bom naredil vse, kar bo v moji moči, da skočim čim dlje, da izkoristim te rezerve, ki so še ostale v nedeljo. Za nadaljevanje sezone bi pa rekel, da eden izmed ciljev je definitivno uvrstitev pač v Maribor na Evropsko ekipno prvenstvo. To imamo časa, mislim, da še okoli 3 tedne, tako da nekje 2 do 3 tekme še bom dal skozi. Potem pa moj glavni cilj te sezone pa je Evropsko prvenstvo do 23 let, ki sem, tako kot si povedal, izpolnil normo oziroma potrdil že od lani za to prvenstvo. Tam pa imam cilj priti v finale in potem poseči čim više.